Lepo pozdravljeni. 4. maja se z esejem iz materinščine začenja letošnja matura. Čeprav letošnje šolsko leto zdaleč ni običajno, priprave nanjo potekajo dobro. Bili smo na brežiški gimnaziji. Razmere za pisanje letošnje mature niso idealne, prav tako ne priprave nanjo, a kljub danim razmeram te potekajo dobro. Tako pravijo dijaki brežiške gimnazije, ki smo jih zmotili pri uri slovenščine. Zdaj so se začele bolj intenzivno, ko smo tudi s rednimi testi bolj kot ne zaključili. Priprave so malo drugačne zaradi dolge karantene, ampak najbrž bomo vseeno pripravljeni do datuma začetka mature. Mi smo v bistvu jemali normalno snov, zdaj pa, tako kot je že Ivana rekla, intenzivno ponavljamo. Naprimer pri matematiki imamo pa tudi za sproti že ponavljanje, pa tudi profesorica nam je zdaj za vsa vprašanja, ko smo imeli, pa če kaj nismo dobro obdelali, če kaj nismo razumeli, nam je še enkrat razložila, tako da jaz mislim, da je zdaj vse obrazloženo. Po mnenju profesorice za slovenščino so dijaki dobro pripravljeni. Bernardka Ravnikar ob tem poudari, da je matura izpit zadnjih 4 let in ne zadnjih 2 mesecev. Letos smo pa na začetku že naredili en plan, tako da smo še preden je maturitetna komisija rekla, da lahko izbirajo med obema romanoma, torej da vzamejo samo enega, vzeli oba. Tako da se bodo, mislim, da dobro pripravili, da lahko primerjajo tudi z drugim. Tudi sproti smo ponavljali, že pisali za vsa 4 leta slovnico, tudi pri književnosti, pri ustnem delu smo ponovili. Maturanti so letos v podobno kočljivem položaju kot lani. Ravnatelj gimnazije Brežice meni, da morda še nekoliko bolj. V 3. letniku so 2/3 šolskega leta opravili v šoli, zadnjo tretjino so se potem ponovno podali na pouk na daljavo. Tako da, če strnem, bodo skoraj da kar nekaj mesecev v 3. in 4. letniku opravili na daljavo. Glede na to pa, da smo se posebej za to šolsko leto posebej pripravili, kako izvajati pouk na daljavo in s tem omogočiti dijakom ne samo zaključnih letnikov pripravo na maturo, ampak tudi vsem ostalim, da lahko predelamo, osvojijo to znanje, ki ga nekako zahteva učni načrt, verjamem, da bodo uspešni. Prvo izpitno polo, esej iz materinščine, dijaki pišejo že 4. maja. Dan prej, 3. maja, so določili za dan šole. Gre za pouka prost dan, njegov namen pa je, da se lahko dijaki doma v miru pripravijo na pisni esej. V petek 23. aprila bo nekako zadnji dan pouka v mesecu aprilu, sledijo prvomajske počitnice, nekako dovolj časa, da se lahko tudi malo podajo v karanteno, da zmanjšajo te stike in da lahko potem vsi zdravi pridejo na pisanje tega eseja. V 4. letniku imajo v tem šolskem letu 79 dijakov v 4 oddelkih. Zaradi prostorske stiske so se v Sevnici odločili za izgradnjo prizidka k vrtcu Ciciban. Z dozidavo največjega vrtca v občini, ki se je pričela lani, so zdaj že končali. S tem tednom pa so se otroci že vselili v nove prostore. S prizidkom v skupni površini 365 kvadratnih metrov so zagotovljene zadostne površine za izvajanje dejavnosti vrtca. Doslej ga je obiskovalo 492 otrok, s tem tednom pa je tam 29 vrtičkarjev več. V ta prizidek prihajajo otroci, ki so trenutno na lokaciji Loka, ter 2 oddelka, ki sta trenutno v ostalih že obstoječih prostorih. S to pridobitvijo zmanjšujemo število tistih otrok, ki niso vpisani v vrtec, ki čakajo na predšolsko vzgojo, na varstvo, ali pa so nekako bili vpisani v tisti lokaciji, ki je bolj oddaljena za starše, to je v Loki, kot je že bilo rečeno. Kot dodaja sevniški župan, je cilj občine, da zagotovi primerno število prostih mest v vseh območjih, zato so v preteklem letu sprejeli strategijo razvoja predšolske in šolske vzgoje s poudarkom na ustrezni preureditvi in dograditvi objektov. Naložba v dograditev sevniškega vrtca je bila v celoti financirana iz občinskega proračuna. Je preko 800 000 evrov vredna investicija nekako odtehta to, da so lahko praktično vsi otroci vpisani. Cilj je še vedno ta, da se, sam vpis povečuje in da pridemo na teh 95% vpisa
in vključenosti otrok, kar je tudi cilj naše strategije in pa tudi nacionalnega programa predšolske vzgoje v Sloveniji. Z letošnjim šolskim letom je v vrtce sevniške občine vključenih 780 otrok v 45 oddelkih, kar je največ doslej. V občini Sevnica se na področju šolstva in predšolske vzgoje v prihodnjih letih obeta kar nekaj projektov. Več v izjavi Mojce Sešlar. Pripravljamo projektno dokumentacijo za izgradnjo nove šole s posebnimi potrebami Ana Gale Sevnica, ki je šola, ki nujno potrebuje nove prostore. Naslednja investicija, ki je pa namenjena v Miranski dolini, je izgradnja nove šole v Karmelju. Projektna dokumentacija je trenutno v fazi pridobivanja projektnih pogojev. Vsi upamo, da bodo ti projektni pogoji predstavljeni tako, da bo ta šola možno izvedljiva na lokaciji, kjer je predlagana. Prav tako skladno s strategijo pripravljamo dokumentacijo za dograditev osnovne šole Blanca, kjer nujno potrebujemo dozidavo kuhinje in pa nekaterih dodatnih tehničnih prostorov. Nuklearna elektrarna Krško je v marcu proizvedla slabih 541 tisoč megavatnih ur bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje skoraj 515 tisoč megavatnih ur električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,9% večja od načrtovane, ki je bila 510 tisoč megavatnih ur. Reka Sava se je zaradi delovanja nuklearne elektrarne Krško v marcu segrevala povprečno za 2,4 in največ za 3 od dovoljenih 3 stopinj Celzija. V tem mesecu so uskladiščili 3,4 kubičnega metra nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Novo postajališče za avtodome pri stadionu Matije Gubca v Krškem bo kmalu dokončano. S postajališčem z 12 parkirnimi mesti želijo privabiti večje število domačih in tujih gostov. Občina Krško je že vrsto let vključena v mrežo postajališč za avtodome, ki združuje okoli 170 postajališč po Sloveniji. Turisti z avtodomi lahko parkirajo na že 9 lokacijah, med drugim na bazenu v Brestanici, pri gostišču Senica, pri turistični kmetiji Hribar in na ribniku v Mačkovcih v Brestanici, za samo mesto Krško pa bo postajališče pri stadionu Matije Gubca prvo. To postajališče za avtodome je namenjeno 12 avtodomom. Postajališče pomenijo, da lahko tisti, ki pride tukaj prenoči 1 ali 2 noči, potem gre spet dalje naprej. Sam projekt so načrtovali v sklopu celotne ureditve širšega območja stadiona Matije Gubca. Kot je znano, je pač južni del še neurejen. Gre za dokaj neurejeno območje, na katerem pa je predvideno več športnih objektov. Eden od teh je seveda tudi postajališče za avtodome in sicer v sklopu parkirišč za bazen. Ob pomislekih v Krškem, da gradnja postajališča posega v prostor bazena, pa župan odgovarja. V letošnjem letu skupaj s plavalnim klubom Celolozar iščemo oziroma postavljamo osnove za projektiranje in sicer je načrt, tudi denar je predviden za to, da bi v letošnjem letu sprojektirali celoten projekt bazena. V naslednjem letu pa so že zagotovljena sredstva tudi za začetek del. Stanko torej zatrjuje, da bazen bo del kompleksa okoli stadiona, skupaj s postajališčem za avtodome pa naj bi predstavljal celoto. V nadaljevanju pa bomo uredili tudi južni del tega kompleksa, se pravi, tam je predviden kolopark oziroma mesto za kolesa, kjer naj bi se pač do namena kolesarjem, pa tudi čolnarna in še nekatere druge vsebine, tako da naj bi komplet ta del uredili v nek zaključen kompleks za šport. Ureditev postajališča za avtodome se počasi zaključuje. Pričakujejo, da bo v roku 1 meseca dokončano in predano v uporabo. Kmetje, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti in so utrpeli škodo zaradi zadnje pozebe, lahko uveljavljajo zmanjšanje oziroma odpis prispevkov, sporoča Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad treba vložiti zahtevek in sicer v roku 15 dni od nastanka škode. 22. aprila že 51. leto obeležujemo Svetovni dan zemlje. Letošnja vodilna tema je Obnovimo našo zemljo. Zemljo v pomladnih mesecih že tradicionalno obnavljamo tudi s pomočjo čistilnih akcij, ki potekajo v organizaciji društev, podjetij in posameznikov. Pred dnevi so se je lotili tudi v Krškem.
Čistilna akcija je potekala na različnih lokacijah po občini, ena od teh je bilo tudi območje sprehajalne poti ob Savi v Krškem. Organizatorji čistilne akcije so namreč ugotovili, da se v zadnjem času prav tam pojavlja največ odpadkov. Ob cestiščih in po sprehajalnih poteh smo opazili kar nekaj različnih odpadkov. Gre za odpadke za enkratno uporabo, tukaj mislim na sušilne robčke in pa zaščitne maske in pa za mešano embalažo, predvsem folije, vrečke, potem plastenke in pa pločevinke, kot jih vidimo tudi tukaj. Gre predvsem za manjše odpadke, poudarja sogovornik in ob tem poziva občane, da odpadke odvržejo v namenske posode in ne v okolje, saj ga s tem onesnažujejo in kazijo njegov videz. Kot dodaja, so med čistilno akcijo opazili tudi nekaj neprimerno odloženih odpadkov pri ekoloških otokih. Tukaj gre predvsem za kosovne odpadke in pa za mešane gradbene odpadke. Zato naprošamo vse, da takšne odpadke pripeljejo na Center za ravnanje Spodnji Starigrad, ker jih lahko normalno odložijo brezplačno in se ne odlagajo na ekološke otoke, ker s tem kvarijo estetski videz samega otoka in pa tudi onesnažujejo okolje. Čistilne akcije, ki so jo organizirali v družbi Kostak, se je udeležilo 50 zaposlenih. V teh dneh podobne akcije sicer potekajo po različnih krajevnih skupnostih v krški občini, tode so posnetki s čistilne akcije, ki so jo ta konec tedna speljali na Senovem v organizaciji tamkajšnjega turističnega društva. Po krški občini ostajajo problem tudi obstoječa in nenehno naraščajoča tako imenovana črna odlagališča. V preteklosti so jih precej sanirali, a so se odlagališča znova pojavila tudi na že očiščenih lokacijah. Obiskali smo nekaj točk na Krškem polju. Ja, zdaj trenutno se nahajamo na občinski parceli. Ta del je ponavadi poln odpadkov. To občina redno skrbi, da se odvaža, sicer je bilo tukaj že ne vem koliko odpadkov. Seveda pa na zasebnih parcelah pa občina nima nobene pristojnosti za javnim denarjem čistiti pač teh odlagališč, teh črnih odpadkov. In tam je pa v bistvu tako, če se ugotovi kršitelj, se zoper njega vodi postopek, kar je pa navadi zelo težko, ker če ga ne dobiš na kraju samem oziroma v času dejanja, je zelo težko povezati s kršiteljem pač določene odpadke. Če pa pač potem se ne najde kršitelj, v bistvu je pa odgovoren lastnik zemljišča. In zdaj lahko si pogledamo noter par teh parcel, kjer so zasebni lastniki, kjer se je že večkrat čistilo, tudi občina z temi akcijami spomladanskimi, tudi srednja šola Krško je vsaj dvakrat pristopila k tem čiščenju in zadeva je bila počiščena v bistvu do zadnjega odpadka, ampak se boste si zdaj videli, v bistvu, kakšna situacija zopet po recimo 2 letih. To je primer enega od odlagališč. Gradbeni material, bela tehnika, avtomobilski deli, salonitna kritina. Gre za prizore, ki so na črnih odlagališčih zelo pogosti. To odlagališče je bilo večkrat čiščeno, tudi s temi prostovoljnimi akcijami. Srednja šola v bistvu je to čistila, občina je zagotovila pač te posode, kontejnerje, da se je to pospravilo. Bilo je očiščeno v bistvu do zadnjega odpadka, ampak se pravi, zdaj po kakšnih 2 letih je potem to ponovno. Večji del so to po naših občutkih romski odpadki oziroma odpadki, ki jih povzročajo Romi oziroma puščajo, del je pa seveda tudi od ostalih krajanov. Podobna situacija tudi na teh parcelah zraven, tudi v onem delu. Zakaj je ta lokacija interesantna? V bistvu prvi zaradi tega, ker ni obdelana, drugo, ker je toliko odmaknjena, da pač se zelo težko v bistvu videti z katerekoli lokacije, če nisi na tem mestu, pač težko odkriješ povzročitelja. Črna odlagališča se pojavljajo ves čas. Se počistijo, zopet nastanejo, potem seveda v enem daljšem obdobju je potem spet toliko tega. Se pravi, to je bi rekel ves čas. Če recimo naša inšpekcija deluje na tem področju 11 let, je bi rekel od tega časa naprej v bistvu ves čas zaznavamo. Vsaj 3-krat je bilo v tem času počiščeno, ampak se pravim, enostavno se, ne vem, težko je logično pojasniti, zakaj se to dogaja, ob vseh teh možnostih oddajanja odpadkov, da se še vedno to dogaja. Mislim, tudi kdor sem pripelje, se sigurno zaradi kakega ekološkega otoka pelje, 5 km stran je zbirališče za odpadke. Pravim, nerazumna dejanja za normalnega človeka.
Približno 100 metrov stran naletimo na pogorišče odpadkov. To so v glavnem plastični deli avtomobilov, ki jih odvržejo in potem zažgejo. Seveda, kaj to povzroča v naravi, vemo. Je pa, se pravi, zelo težko tu nekako prijeti do kršiteljev, ker to se dogaja v bistvu v času, ko se pač predvideva, da nekogar ni. Dejstvo tudi, da je toliko umaknjena zadeva, da prižgejo potem in se umaknejo in pač potem naslednji dan samo pogorišče še ostane. Velikih masovnih črnih odlagališč, kot smo jih poznali v preteklosti, sicer zdaj ni, dodaja Cerjak. To so glavno občine pristopile k tem reševanju. Vložene so tudi evropska sredstva, da so se ta največja odlagališča počistila, ampak ostajajo pa konstantno take situacije kot to. Teh je pa v bistvu ves čas. In ves čas se te stvari počistijo, pa zopet nastajajo, počistijo, zopet nastajajo. Pač gre za stanje duha ali pač stanje osveščenosti. Žal se stvari ne spreminjajo na bolje po lokacijah. Je količinsko manj, definitivno. Tudi, se pravi, komunale v bistvu vseh posavskih občin grejo nasproti, urejajo in te ekološke odtoke, oddaja v bistvu je možna praktično vsak dan v teh zbirnih centrih, pa vendar je to ena skrajna situacija, ki jo zaznamo ves čas. S sogovornikom se odpravimo na lokacijo, kjer je bilo pred leti eno največjih črnih odlagališč v Posavju. Zdaj je tam stanje povsem drugačno. Pred leti je v bistvu bila to gramozna jama, kjer se je od leta in leta vozilo razne odpadke. To je bilo v mednarodnem projektu očiščeno in potem v bistvu tudi lastnik je potem zagotovil, da se je zadeva sanirala do te mere, da se je ta jama zasula in potem danes je tu njiva. Prej bilo pa, se pravi, konstantno so bili tu odpadki. Na robu te parcele je bil manjši gozdiček, Borov gozd, in tudi za tisto lokacijo so še vedno smo odkrivali odpadke. No, kar se je v bistvu tudi to uredilo, je zdaj že nekaj let mir. V mednarodni projekt sanacije odlagališča sta bili vključeni Krška in Brežiška občina. V njegovi neposredni bližini pa se nahaja še eno veliko odlagališče. To odlagališče je bilo očiščeno tudi v tem mednarodnem projektu, kot že takrat, tista prva lokacija, s tem, da se je potem ponovno vzpostavilo veliko črno odlagališče. Potem je pa v bistvu občina Brežice zagotovila, da so se ti odpadki odstranili. Lastniki v bistvu pa potem v zasebnem partnerstvu potem zdaj to urejajo, da se zasuje in da se potem spet spostavi neko obdelovalne površine, na podlagi kateri potem se računa, da teh odpadkov več ne bo. Gre za dolgotrajen projekt, saj gre za velike površine. Kot dodaja sogovornik, je to ena boljših rešitev, saj lokacijo spremenijo v kmetijsko površino. Poglejmo še na splet. Spoštovani gledalci, to je tudi vse, kar smo pripravili v tem tednu. Hvala za pozornost in nasvidenje čez teden dni.